Jaz mislim, da nisem stopil iz povprečja, dejstvo pa je, da sem imel nogomet rad, sem užival v njem in potem z delom in pa, bom rekel, z neko voljo sem tudi prišel tako daleč, kakor sem. Ko dosežeš prvi gol v članski konkurenci, je občutek zelo dober. Dejstvo je, sploh jaz, ki nisem igral na tej poziciji, da bi lahko prišel velikokrat v priložnost za gol, se te stvari redko dogajajo, ampak dejstvo je, da prvi gol se ti ostane vedno v spominu in tudi meni. Velenje mi je bilo vedno igrati zelo dobro, vedno so bile tekme, bom rekel, na knap, tekme, ki je bilo zelo težko. Tudi tisti, ki je bil favorit pred tekmo, se je ponavadi izkazalo, da je bilo po tekmi drugače, ampak mislim, da je bila tekma v Celju. Rezultat, če se ne motim, je bil 4:3 za Velenje, ampak tudi ne glede na to, da smo tekmo izgubili, je bila tekma zelo dobra, veliko golov, odprta iz obeh strani, tako da mi je ta tekma, mislim, da bom rekel, ena izmed boljših, kar se tiče same tekme, gledljivosti in pa tudi padlo je veliko zadetkov. Nogomet sem začel igrati pri 8 letih, prvi članski nastop je bil pa pri 17. Zdaj lahko povem, za katerega sem navijal v mladosti, to je torinski Juventus. Zdaj realnost je, igrati za tak velik klub v bistvu ni realno. Dejstvo je, da sigurno sem pa kot otrok imel neke sanje, bom rekel, neke res velike sanje, ampak potem, ko prideš v ta profesionalni svet, ko vidiš, koliko je tega, koliko stvari se ti mora poklopiti, ne moraš v končni fazi tudi biti zelo velika kvaliteta, da lahko prideš v takšen klub, ki so, bom rekel, smetana evropskega ali pa svetovnega nogometa. Vedno sem probal razmišljati, kako razmišlja golman, kje je največja možnost, da bi žoga šla v mrežo. Sigurno nekajkrat se mi je to posrečilo, nekajkrat pa sigurno tudi ne, ampak kar je pa najbolj pomembno, je pa trening, ponavljanje, še enkrat ponavljanje teh stvari, ko ti pride potem enkrat v kri, je veliko lažje, ampak tudi golmani so kvalitetni in mora se nekaj stvari poklopiti, da daš iz prostega strela. Bilo je več igralcev, ki so zelo kvalitetni, tu je treba sigurno izpostaviti Fajka Kamberovića, bil je 2 leti zapored najboljši strelec lige. Blizu potem je bil tukaj Amel Načinović, ki je bil par let zapored najboljši golman lige. Potem so pa tu ostali fantje, ki so moja generacija, od Robija Korena do Aleksandra Šelige, do teh fantov, kjer smo bili skupaj, ki so naredili super kariere, ampak definitivno, če bi že mogel izpostaviti, je dejstvo, da je bil Fajk Kamberović res, bom rekel, nek top igralec ali pa bom rekel nek serijski igralec, ki je zadeval serijske gole. Ko sem bil mlajši igralec, mi je nekako, bom rekel, Roberto Carlos bil tak, ki sem videl nek lik, neko osebo, ki je igrala na isti poziciji, ki sem igral jaz, in je bil res vrhunski nogometaš, tako da potem kasneje pa nobenega več.
Zdaj, če že moram izpostaviti najbolj pomembno zmago, je sigurno finale pokala, ki smo pač osvojili prvo lovoriko za klub. Bilo je v slovenski ligi ogromno dobrih napadalcev, ne bom rekel dobrih, vrhunskih. En izmed teh je sigurno Cimarotić, potem mogoče tudi Prosinečki, ni napadalec, ampak sigurno Robert Prosinečki je en izmed teh igralcev, ki je res bil top igralec in z njim si vedno imel probleme. Ampak napadalci so, to je zelo relativno, no. Napadalec je tudi lahko igralec, ki prihaja iz druge linije. Jaz sem imel bolj, bom rekel, stik s temi igralci, ki so prihajali iz druge linije in to je bil sigurno tudi Rudonja, ki je bil zelo hiter. Ti napadalci, ki so bili, bom rekel, ekstremno hitri, imaš vedno največ problemov za pokrivanje in pa, bom rekel, za samo lovljenje jih. Dejstvo pa je, da v svoji karieri sem probal res maksimalno se tudi postavljati, si olajšati delo in konec koncev tudi preprečiti same gole v naši mreži.